Ja, iskal sem oziroma iskal. Vedel sem nekje, da obstaja ena linija, ki je dodelana, ki je znanstveno, izoblikovana, ki je, učinkovita in je na osnovi tiste duhovne linije, ki je bila meni zelo domača. In sem v, praničnem zdravljenju sem v bistvu našel to, kar sem že nekako slutil, da obstaja, no, ampak, dokler se nisem spoznal s praničnim zdravljenjem, sem sicer probaval tudi druge, zdravilske sisteme, z zdravilstvom samim se ukvarjam že praktično 20 let. Tukaj sem pa našel eno krasno dopolnitev tistega in nadgradnjo tistega, s katerim sem, tistih tehnik in pristopov, s katerimi sem delal že prej. Nekako zdravilsko sem bolj kot ne samouk in koliko je enih stičnih točk s tistim, kar sem jaz delal in tistim, kar sem se učil v praničnem zdravljenju na prvem tečaju, recimo, ne. Čeprav sem določene stvari sem mogel malo prilagoditi, stopiti mogoče en korak nazaj, kar mi je bilo tudi dobro, zato ker včasih človek, ko že nekaj časa nekaj delaš, ne, pol pozabiš na osnove. In, te osnove so zelo pomembne, ker ti nudijo stabilne temelje, ti nudijo pravilno disciplino, da ne pozabiš na neke protokole, ki so tam zato, da pomagajo pri učinkovitosti, zagotavljajo varnost in tudi, sistematizirajo sam pristop. Tako da mi je bilo zelo fajn me v bistvu spomnili na določene stvari, ki jih več ne delam, pa bi bilo mogoče dobro jih delati in, sem pa spoznal tudi recimo par stvari, ki so mi pa razširile tisto, kar sem znal, recimo, od, pristopov k čiščenju do, recimo, jezik na nebo, na primer, mi je bila ena taka, ki sem sicer poznal iz, tajčija in drugih orientalskih tehnik, ampak, pri zdravljenju pa recimo tega nisem uporabljal, pa je zelo pomembna stvar, ne. Tako da sem dobil v bistvu kup enih takih drobcev informacij, ki so obogatile tisto, kar že znam, hkrati mi pa potrdile tudi, da tisto, kar že znam, je v bistvu dobro, mislim, na kar dobrih temeljih narejeno. Tako da sem zelo veliko odnesel, se mi zdi, od tega prvega tečaja. Ja, sem. S tem, da je tako pri samozdravljenju, je v veliki meri je to preventivno, se pravi, da se zdraviš tako, da ne bi zbolel oziroma da vzdržuješ neki, pozitiven energijski nivo, da, preprosto ti nič ne more do živega oziroma če že kaj pride, da je v zelo mili obliki. Ko pa enkrat recimo padeš, ne, ker to se tudi zgodi vsakemu, ne, je pa v bistvu zelo težko, da si sam sebe zdraviš, zato ker je recimo primer, ne, zboliš za neko pljučnico, imaš visoko vročino, v takem primeru si zelo težko pomagaš, ne, in zelo fino, da imaš nekoga, ki ti pomaga, ne. Tako da pri tem samozdravljenju se mi zdi pomembno, da ga izvajamo kot del življenja, ne kot samo, da čakamo, da zbolimo, ali pa da nam nekaj fali, pa da se pol sploh začnemo zdraviti, ne, ampak da se v bistvu zdravimo kot del, kulture, tako kot se gremo stuširat vsak dan, da ne smrdimo, tako se zdravimo, da se očistimo tistih, stvari, ki v bistvu v naše življenje ne sodijo in, si s tem omogočamo, da v bistvu kvalitetneje živimo. Jaz sem že, mislim, da je omenil, pisno enkrat, da v bistvu mislim, upam, da bi nekaj takega postalo del splošne izobrazbe. Da bi ljudje vsi vedeli, da to možnost imajo. Se pravi, da človek lahko samega sebe zdravi, da lahko z energijo pomaga drugim, da si lahko z energijo izboljša kvaliteto življenja, in pranično zdravljenje je en tak lep sistematičen sistem, ki je prilagojen temu, da lahko, se mi zdi, no, da je zelo dostopen, da je zelo razumljiv, zelo sistematično podan, tudi ni preproščen v banalnosti, ampak je pa hkrati dovolj enostaven, da lahko tudi vsak začetnik, ki nima nekih izkušenj ali pa neke duhovne kilometrine, da lahko s tem začne.
in vstopi v to po tečaju, potem je pa v bistvu vse stvar tega, da v bistvu to orodje, ki ti je dano na tem tečaju, tudi uporabljaš. Samo to je.